Pred slovesom od leta 2024 je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pripravilo novoletni živžav. To je posebna priložnost, ko otroci in mladostniki priseljenskih, begunskih in romskih družin v atriju novomeške knjižnice Mirana Jarca predstavijo svoje talente. Prireditev so poimenovali Izzivi novoletnega čarovnika. Mladi se sicer v dnevnem centru zelo dobro počutijo in se tja radi vračajo. Pridemo, se opišemo, povemo, kaj se imamo za učiti, potem se gremo učiti. Potem, ko se učimo, ko končamo učenje, imamo delavnice, se pač ali kuhamo, ali gremo na športno, imamo fuzbal, odbojko igramo. Večinoma, če je moja najljubša delavnica, se bom največ zabavala, če tudi prav je Ana z mano, se bom vseeno zabavala. Meni je tako čisto prav vse všeč, dobro, da je zdaj na prvem mestu, da imamo se za učiti, pa da se naučimo, pa domače naloge, potem je pa čas za zabavo, pa čas s prijatelji se pogovarjati. Seveda je ključno to, da družba sprejme in razume mlade, ki so svoj novi dom našli v Novem mestu ali so na kakršenkoli način drugačni. Kako pa je s tem v praksi? Mislim, da je to stvar vsakega posameznika. Mi kot samo društvo se res trudimo, da smo zato za vključujočo družbo za vse, da se izogibamo kakršnekoli stigmatizaciji. Zato tudi želimo širši publiki pokazati, kaj vse naši otroci zmorejo. In da se izognemo teh predsodkov, stereotipov, ki so mogoče okoli njih. Ta njihova tradicionalna božična prireditev je nagrada za vse, ki v dnevnem centru tedensko preživijo ure in ure. Že 15 let, 16 let, torej imamo že ta tradicionalni novoletni živžav. Zelo smo veseli, da je vsako leto velik odziv, da pridejo učitelji, da prepoznajo to, da vidijo, da je tudi pomembno za otroke, da pridejo jih spodbujati. Vedno pa so v njihovem društvu dobrodošli novi prostovoljci, ki jim bodo pomagali pri delu, ki ga zlepa ne zmanjka. In to delo jih vedno znova bogati.